Naša današnja predavateljica je Mojca Belcel-Magdič, ki prihaja iz prestolnice Prlekije, iz Ljutomera, se pravi, se je kar delač mogla danes pripeljati. Je poročena, mama 3 otrok. V Rimu je študirala teologijo družine in zakona na Papeški univerzi Janeza Pavla II. In je tudi del svojega magisterija posvetila teoriji spola. Od takrat, od leta 2009 dalje, pa o tej temi, to temo intenzivno spremlja, raziskuje, o njej piše in tudi predava. Zadnja 3 leta pa je Mojca tudi sourednica portala iskreni.net. Njeno današnje predavanje smo naslovili, ali mladi res želijo spremeniti spol. Za odgovor na to vprašanje pa je pomembno poznati tudi ozadje oziroma agendo teorije oziroma ideologije spola, ki se v zadnjih letih močno širi k nam iz ZDA in tudi iz drugih zahodnih oziroma še bolj morda skandinavskih držav. Najbolj so na udaru te ideologije naši otroci in mladina tudi v naših slovenskih šolah, na žalost. Zato je prav, da smo tudi mi seznanjeni s tem vprašanjem in gotovo nam bo gostja na razumljiv način znala spregovoriti o tem in nam tudi dala kak nasvet, kako se zoperstaviti tej ideologiji v korist naših otrok. Mojca, prosim. Dober večer. Hvala za povabilo vsem organizatorjem, Tomaž pa gospodu župniku. Na to zelo pomembno aktualno temo ideologije spola, ki je, bi rekla, najbolj škodljiva ideologija, kar je kdaj bila med nami prisotna. Če so bile ideologije, ki so se dotikale rase ali verske izpovedi, se pa ta ideologija dotika najbolj svetega, kar je v človeku, njegovo identiteto, njegovo notranjost, njegovo spolnost, njegovo spolno identiteto in dejansko, kdor ji podleže, ga ta ideologija uničuje od znotraj. In ga popolnoma zmede in je tak človek dejansko brez prihodnosti. Kot je Tomaž že povedal, je ta ideologija tudi med nami, tudi med našimi slovenskimi otroci, ki se na žalost sprašujejo to vprašanje, ali sem jaz, kdor sem, ali sem nekdo drug, je to moja identiteta, ni, bi moral postati nekdo drug. Tako da ja, to je zelo aktualno vprašanje. Preden pa začnem, pa bi mogoče še povedala tako za uvod 3 stvari. Ideologija spola, kot smo rekli, je zelo v razmahu, vendar v Veliki Britaniji so po vseh posledicah, ki so že se opazili pri mladih, ki je tako uničujoče na njihova življenja, so nekako že potegnili zavoro in gredo nazaj. Vendar je ta ideologija kot nek Titanik. Vidiš pred seboj ko goro, ledeno goro, katero veš, da se boš zaletel in da bomo vsi umrli in začneš zavirati nazaj. In ideologija, se pravi, v Veliki Britaniji nekateri posamezniki so začeli to ladjo Titanik zavirati nazaj, da ne bodo, vendar preden se bo ta ladja ustavila, še bo trajalo nekaj časa in žrtev še vedno nekaj. In posledice bodo vidne. Tako da, ja, smo v tem, bi rekla, obdobju zaviranja, vendar še bo veliko časa, preden se bo ta ideologija popolnoma ustavila. In je zelo, zelo pomembno, da jo prepoznamo in da kjer je mogoče, da jo znamo ustaviti. Druga stvar pa še, vedno moramo razločevati med ideologijo in med posameznikom, ki je v stiski glede svojega spola ali spolne identitete, ko je zmeden, ko ne ve, kaj čuti, ko ne ve, kdo je. Ideologijo moramo vedno zavračati, človeka, ki je pred nami, pa sprejeti in ga spremljati. Ne ga pustiti v tej njegovi zmedi, ampak dejansko ga spremljati, pomagati, se zanj interesirati in mu biti nek močan steber. Toliko mogoče ti 2 stvari želim, da bi se zapomnili, se pravi, smo v nekem obdobju zaviranja, po drugi strani pa še vedno moramo to ideologijo preprečevati.
Bom tudi malo prišla v vsakega zanima, kje se ta ideologija začela, kdo jo je začel, kaj so bili njihovi nameni, pa bom skušala čisto tako na kratko strniti, da bo čim bolj razumljivo, zakaj smo danes tukaj, kjer smo in zaradi koga. Če vidite prvo letnico 1920, vidite, da so to začetki že 100 let nazaj. Ideologija spola oziroma poskušanje spremeniti spol nekomu se je začelo v Nemčiji v letih 1920. S tem je začel, da se ne bom zmotila med temi 3 moškimi, judovski zdravnik Magnus Hirschfeld. To je ta prvi na sliki ob oknu za brki. Magnus Hirschfeld je bil zdravnik, ki je imel svoj inštitut za spolno znanost in je delal poskuse na ljudeh, da jim je spreminjal spol. Sam je živel zelo razvratno življenje, tako spolno razvratno življenje, živel z nekim moškim, ki si je spreminjal spol, delal operacije in tako naprej. In Magnus Hirschfeld se je povezal, se pravi v Nemčiji, se je povezal z ameriškim zdravnikom Harryjem Benjaminom. To je ta drugi z očali v sredini. Harry Benjamin je bil endokrinolog v ZDA in Harry Benjamin je povabil tega Magnusa Hirschfelda v ZDA, naj ima predavanje o spremembi spola. Takrat skupaj sta nekako uvidela, da se na tem področju da nekaj spremeniti, da lahko pri človeku spremeni spol in sta v svojo ekipo povabila še doktorja Johna Monija, to je ta tretji. Skupaj so postali nek tim in potem leta 1960 ustanovili prvo kliniko za spol v ZDA. V tej kliniki v ZDA so opravljali prve operacije spola na odraslih moških, ki so recimo več let živeli neko drugo identiteto, drugi spol in jim nekako, se pravi, s kirurškimi posegi želeli od zunaj preoblikovati njihovo telo. Je pa tukaj ta tretji, dr. Moni pač bil najbolj vpliven. On je razvil svojo teorijo, da se človek rodi psihosocialno nevtralen, torej da se rodi brez spola, da mu lahko spol določiš od zunaj, se pravi do otroku med 2. in 3. letom, lahko po njegovem od zunaj privzgojiš spol, ki ni njegov biološki spol, in češ, da se otrok niti ne bo zavedal, da je dejansko njegovo telo biološko nekaj drugega. Če bo otrok prevzel drugo ime, oblačila nasprotnega spola, če mu bodo privzgojili, naj se otrok igra z igračami nasprotnega spola, če mu bodo kirurško spremenili genitalije, češ, da otrok niti ne bo vedel, katerega spola je. To je bila njegova teorija. S to teorijo se on igral in potem leta 1967 je dobil na žalost v roke primer dvojčkov, to zgodbo ste mogoče že slišali, a ne? Dvojčkov, kjer se je pri enem otroku od teh dvojčkov ponesrečilo pri obrezovanju in je pač ostal v večini brez spolnega uda in starši niso vedeli, kaj naj naredijo s tem dečkom. Starši pripeljajo tega otroka k temu zdravniku, temu psihologu, doktorju Moniju, in on jim reče, jaz bom tega otroka prevzgojil v deklico. In tako je začel ta proces, kjer so temu otroku spremenili ime, ga oblačili v druga oblačila, mu dali druge pač punčkaste interesne stvari. In tako je on na tem primeru gradil svojo teorijo in tako okužil druge strokovnjake. On je nekako začel veljati kot primat med psihologi in zatrjeval, da se človeku lahko od zunaj mu lahko privzgojiš spol, če začneš dovolj zgodaj.
Se pravi, to področje, se pravi sprememba spola, znotraj medicine. Ločeno v Franciji, ta druga slika, je filozofinja Simone de Beauvoir, ki razmišlja o ženskem spolu in reče, ženska vloga, ki jo ženska živi, da je mama, da je žena, da ima določeno vlogo v družbi, kjer je bolj priklenjena na hišo in na gospodinjstvo in na vzgoju otrok, da je ta vloga bila vsiljena se strani patriarhata in da se te vloge mora osvoboditi. Se pravi, ženska se mora osvoboditi, da bo samo zvesta enemu možu, se pravi, ne sme se poročiti, da bo bolj svobodna, mora se odločiti, da nima otrok, se pravi, da bo moškemu postala od zunaj enako vredna. S temi idejami, da si je zgolj moški izmislil žensko vlogo, da bi jo imel v podrejenosti, da bi bila ona manj svobodna, da bi bila manj vredna. S temi idejami je začela prihajati v ZDA in navduševala feministke v ZDA. Tako so se feministke začele prebujati v Združenih državah Amerike, tudi zaradi Simone de Beauvoir, in pač začele zahtevati svoje pravice. Ena je bila pravica volilna pravica v redu, potem pa pravica do splava, pravica do kontracepcije, pravica do ločitve in tako naprej. Se pravi, se začelo eno gibanje. Ker so pa to bile znanstvenice oziroma intelektualke, pa hkrati aktivistke, so nekako želele imeti neko znanstveno potrditev, češ da je spol zgolj od zunaj privzgojen, da to ni nekaj tvojega notranjega, so dejansko potem potrebovali teorijo dr. Monija, češ da se vsi rodimo psihosocialno nevtralni. V letih 1970 se feministke in geji združijo in zahtevajo svoje pravice. Feministke, kot sem rekla, pač zahtevajo to pravico do splava, kontracepcije, ločitve, volilno pravico. Homoseksualci pa zahtevajo, da se homoseksualnost izbriše iz priročnika za duševne motnje kot duševna motnja. Do takrat je bila homoseksualnost tretirana kot duševna motnja. Ne rečem, da je tako bilo prav, ampak takrat je tako bilo tretirano in oni se združijo in dosežejo svoje pravice in dejansko so preko groženj zdravnikov to tudi dosegli, da se je homoseksualnost izbrisala iz manuala za duševne motnje. 20 let naprej je tukaj Judith Butler, Američanka, feministka, lezbika, ki ustvari spet novo teorijo, ki se reče queer teorija. V queer teoriji pa reče, ne obstajajo niti moška telesa, biološka, ne obstajajo niti ženska biološka telesa, tudi vse to je plod kulture. Tudi vse to si je moški izmislil, češ pogleda na neko telo, pa reče, ja, tako izgleda, to je moško telo, pogleda na žensko telo, pa reče, ja, to pa je žensko telo. Po njenem je celotno stvarstvo plod jezika, jezik se lahko spreminja, z njim lahko manipuliramo in češ določeno obdobje nam je koristilo, da so moški in ženske, od zdaj naprej nam to več ne bo koristilo, moramo biti svobodnejši, vsak si lahko izbere svoj spol po njenem. In češ, da spol, da človek niti nima identitete, da je njegova identiteta tekoča, fluidna. En dan si lahko to, drugi dan si lahko ono, pač si tekoč. Pobiraš to, pobiraš ono. To je queer, si neka prosto plavajoča identiteta. Najbolj prelomno leto za ideologijo spola je bilo leto 1995 na svetovni konferenci žensk Združenih narodov v Pekingu.
V Pekingu so feministke skupaj z gej aktivisti, ker so se pač združili, iz zaključnih dokumentov izbrisali besedo biološki spol in jo nadomestili z besedo gender, družbeni spol. V tem smislu, češ ne rojevamo se več kot moški in kot ženske, rojevamo se, oziroma spol si lahko izbiramo. Spol je pač samo neka tvoja odločitev, ki je lahko taka ali drugačna. Torej so izbrisali ven besedo biološki spol in jo nadomestili z besedo gender. Spol je tisto, kakor se ti pač počutiš. In tako so Združeni narodi prevzeli glavno vlogo pri širjenju ideologije spola. Tukaj imam sliko Margaret Peters. Margaret Peters je katoličanka, je Belgijka, ki je 10 let spremljala, kako snovalci ideologije spola snujejo načrte, kako bi ideologija spola se razširila po vsem svetu. Tukaj je delovala pri OZN-u kot novinarka in bila na vseh teh večjih konferencah. Letos je v slovenščino se izdala ena njena knjiga, je tudi obiskala Slovenijo, Ljubljano, imela predavanje. Srečala sem se z njo in sem dala kar en citat iz tega intervjuja, ki smo ga opravili. In pravi: kot novinarka sem začela delovati v informacijski službi in spremljati vse naslednje konference OZN-a. Na teh konferencah sem se akreditirala kot novinarka in približno 10 let sem opravljala preiskovalno delo in intervjuvala strokovnjake, ki so stali za uvedbo nove vizije sveta, novega svetovnega reda, novega globalnega soglasja o normah, vrednotah in prednostnih nalogah mednarodne skupnosti v 21. stoletju. Šlo je za popolnoma nov semantični sistem, nov jezik, ki se je do danes globalno razširil v vse države. In ta jezik izraža novo etiko, ki je postjudovsko-krščanska in postmoderna. Se pravi, gre za veliko širšo stvar. Oni dejansko želijo izkoreniniti vse, kar je judovsko-krščanskega v zahodnem svetu in nadomestiti z novim. Zato tako počasi izrinjajo. Ne govori se več o moških in ženskah, govorimo zdaj o osebah, ne rečemo več oče, mama, rečejo starš 1, starš 2. Kjerkoli se da, se iz besed zbriše spol. Ne rečejo več mož, žena, rečejo ali partnerja, ali da se poročamo kot oseba 1 in oseba 2, kot imamo tudi že v Sloveniji, bom to malo kasneje povedala. Se pravi, uvaja se nov jezik in preko tega novega jezika želijo pač spremeniti trenutno organizacijo sveta oziroma etiko in organizacijo sveta, organizacijo družine. Če smo tam imeli leto 1995, kar 6 let kasneje, Nizozemska legalizira istospolne poroke. Ta slika je od predlanskega leta. Vidimo že, kje so se istospolne poroke legalizirale. Vidimo celoten zahodni svet, celotna Severna Amerika, večinoma Južne Amerike, Južna Afriška republika, Nova Zelandija, Avstralija, Tajvan. Države, ki so pravoslavne ali pa muslimanske, ne sprejemajo te ideologije. Preostali pa smo podlegli. Tudi, če pogledamo, kot sem rekla, definicijo zakonske zveze v Sloveniji, do leta 2019 je veljalo: zakonska zveza je življenjska skupnost moža in žene, katere sklenitev pravne posledice in prenehanje ureja ta zakonik. Torej, življenjska skupnost moža in žene. Po 23. juniju, uradno 8. juliju,
je zakonska zveza v Sloveniji skupnost dveh oseb, ne glede na spol. Tukaj se vidi ta vpliv. In še to je zanimivo. Margaret Peters je rekla, OZN deluje tako, da ne deluje to, kar si državljani v določeni državi želijo. Dejansko morajo sprejeti mandat OZN-a. Kot smo lahko videli, v Sloveniji smo imeli do leta 2015 3 referendume, vse posod smo zavrnili. V zadnjih letih pa so poiskali luknje ali pa neke situacije ustvarili, kjer je pristalo kot nedopustno ali pa diskriminatorno, da še nismo spremenili definicij zakonske zveze in definicij družine. In tako so nas prisilili, da smo spremenili to, definicijo zakona in tudi definicijo družine. Do leta 2017 je družina bila življenjska skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa posebno varstvo. Po letu 2019 je družina življenjska skupnost otroka in tako naprej, z enima pa z obema staršema. Spravi, temelj družine, kar naenkrat niste več mož in žena, ampak je zdaj otrok. In s komerkoli bo ta otrok. V center je postavljen otrok, predtem pa je šlo po logičnem zaporedju, da je temelj družine sta mož in žena. Tako so hoteli ta koncept čim bolj odpreti, da bi lahko kdorkoli bi želel imeti otroka, se počutil, češ vse me itak, zakon je na moji strani, vsi smo družina, tudi če smo 2 moška, 2 ženski ali kakorkoli. Toliko mogoče o tem razvoju ideologije spola, se pravi, če samo spomnim, začelo se je pri 3 narekovajih strokovnjakih za spol, ki so raziskovali spol in eksperimentirali s svojimi teorijami, nadaljevalo preko aktivizma znotraj feminizma in končalo potem v najvišjem vrhu politike, potem pa od najvišjega vrha pa vse dol, se pravi preko ministrstev, preko držav, preko levičarskih politik, preko sprememb zakonodaje, preko s pomočjo nevladnih organizacij in vse do nas. Torej nekako piramidno dol se je širila ta ideologija potem, se pravi od svetovnega vrha pa do navadnega človeka. Zdaj, naslov predavanja je, ali si mladi želijo spremeniti spol. Torej bomo v nadaljevanju govorili o identiteti, o spolni identiteti. Tukaj samo toliko, velikokrat me iz občinstva prosijo, naj malo razložim te kratice, pa bom samo toliko na kratko, pa bom povedala, kje se potem začne govoriti o spolni identiteti. LGBTQIA+. To je zdaj nekako trenutno uveljavljena kratica za pripadnike ideologije spola, ali pripadnike, aktiviste, ali pa tiste, ki so del skupnosti LGBTQIA. Pred 10 leti smo govorili samo še o LGBT. Do leta 1990 smo govorili samo še o LGB. Torej, ta kratica se širi, plus so najbrž dodali zato, ker je so videli, da bi bilo predolgo in so dali plus. Torej, L, lezbike, G, geji, B, biseksualci. Ljudje, ki so jim všeč tako moški kot ženske, se pravi oboji spoli. Do sem imamo opraviti z spolno usmerjenostjo. Kdo ti je všeč, do koga čutiš neko atrakcijo, privlačnost, v koga se zaljubiš. To so kratice LGB. Od tukaj naprej pa imamo opraviti z spolno identiteto. Transseksualci so tisti, ki naredijo prehod, tranzicija, prehod iz moškega spola v ženski spol ali pa iz ženskega spola v moški spol. Transseksualci. Queer pomeni vse,
in vsi, tudi taki, ki se ne želijo z ničemer identificirati, z nobenim spolom ali pa sploh, da bi omenjali, da imajo kakšni spol. Interseksualci so dejansko ljudje, ki so odvedno bili in vedno bodo, ki imajo določeno motnjo v spolnem razvoju, ki dejansko njihovo telo se ni razvilo popolnoma skladno. To gre za približno, bi rekla, 30 različnih stanj, nekatera so lahko težja, nekatera so lahko lažja, kjer recimo človeško telo se ne razvije tako skladno. Se pravi, ne vem, da žensko telo ima preveč testosterona in proizvaja preveč testosterona in izgleda bolj čokato, večjo, ne vem, širša ramena, bolj poraščeno telo in tako naprej. Ali pa, da se genitalije ne razvijajo dovoljšno, ali da so, ne vem, da se ne zna vedeti, kakšnega spola, če gledamo genitalije, ta oseba. Gre za zelo redke primere, ampak so. Mogoče, če se spomnite, je zadnjega primera iz olimpijskih iger, kjer je bilo zelo odmevno, dejansko po več mesecih so se dokopali do dokumentov in ugotovili, da je ta bokser dejansko bil ženska. Ženska, ki je imel to interspolno stanje, kjer je njegovo telo proizvajalo več testosterona. Tako da dejansko, oziroma se opravičujem, moški je bil, dejansko je moški, se opravičujem, dejansko gre za biološkega moškega, ki očitno je imel neko stanje, kjer se njegove genitalije ali karkoli niso razvile v polnosti in je pač od zunaj res imel, izgledal kot moški in deloval kot moški in imel moč kot moški. Vendar so ga pač v njegovi državi identificirali kot žensko. Aseksualni so tisti, ki pa se ne čutijo nobene atrakcije ne do moških, ne do žensk, ali pa tudi, da se sploh nočejo identificirati z nobenim spolom. Pri teh, kot pri queer, kot pri gre za res neko nedoločenost. Toliko o tem. Danes torej bom malo zdaj spregovorila o mladih, ki so danes zelo predi na njih ta zmeda, ta del, se pravi spolna identiteta, katero se prevprašujejo, kdo so. In samo, če začnem z Margaret Peters, na udaru so otroci. Namen OZN pri vsem tem širjenju ideologije je, današnjo generacijo otrok in mladih želijo resnično izkoristiti, da bi popolnoma ustvarili novo globalno družbo posameznikov, ki bi bili spolno fluidni. Da ne bi vedeli, kdo so, da se več ne bi identificirali kot moški in ženske, ampak da bi njihov spol bil ali nedoločen, ali da bi se ves čas spreminjal. Se pravi, da bi bili v neskončnem nekem prevpraševanju, kdo so. In to je res smrtna nevarnost, ki se je morajo starši resnično zavedati. To govori potem naprej za njeno predstavitev knjige, ki je bila v Ljubljani. In kot sem omenila na predstavitvi knjige, za promocijo te agende ne uporabljajo le šolskega sistema, ampak uporabljajo vse obstoječe kanale, ki dosegajo otroke in mlade. Medije, filme, gledališča, mladinska gibanja, vse prostočasne dejavnosti. To sporočilo prodira skozi vse družbene kanale. Predvsem med mladimi danes so družbena omrežja. Torej, samo omenim, se pravi, danes ideologija spola, danes pravi, tvoj resničen spol je samo tisti, katerega ti čutiš v tvoji glavi. Ne glede na to, kako ti zunaj izgledaš, kakšno tvoje biološko telo, tvoj resničen spol je samo tisti, ki ga ti občutiš. Občutje pa vemo, kako so, pridejo in odidejo in se spreminjajo. Danes to stanje, da si toliko otrok želi spremeniti spol,
se imenuje spolna disforija. Da čutijo neko neskladje med biološkim spolom in spolno identiteto, se pravi med tem, kar so rojeni in tem, kar čutijo. Veliko otrok se, tako kot je bilo v Veliki Britaniji, se samo diagnosticira. In potem s to samo diagnozo so prihajali do zdravnikov in ker so bile v Veliki Britaniji tako dolge čakalne vrste, pomanjkanje kadra in premalo časa za vsakega posameznika, so dejansko zdravniki samo potrdili to samo diagnozo in se potem posvetovali, kakšno bo njihovo nadaljna terapija, kam ga bodo poslali. Ali bo prejemal hormone nasprotnega spola, ali če dovolj mlad, bo jemal zaviralce pubertete, ali če že zadosti star, polnoleten, ga bodo hitro dali na testosteron, če je slučajno to ženska, ki se želi spremeniti spol, in potem ga dali na listo za odstranitev prsi in tako naprej. Se pravi, v Veliki Britaniji so pač te otroke tako res zelo hitro obravnavali in zelo nestrokovno. Predvsem to, da so se otroci samo diagnosticirali. In kar je zelo zanimivo in žalostno hkrati, tukaj spet iz Velike Britanije, oranžna barva predstavlja najstniška dekleta. Tu imamo letnico 2009, približno isto število fantov in deklet, vidimo precej proti ničli, je izražalo to neskladje, da čutijo to neskladje, da imajo spolno disforijo, da se želijo spremeniti spol. 2010, 11, 12, 14 in potem skok proti 1000. Lahko vam tudi pokažem z temi številkami, ki so tudi zgovorne. Spet za Veliko Britanijo. V letih 2009-10 je bilo na kliniko za spol v enem letu napotenih 40 fantov in 32 deklet. To bi omenila, da so nekoč prevladovali fantje, ki so si želeli spremeniti spol. Predvsem je to bilo pri dečkih, ki so že od zelo majhnega, 4-5 let kazali, da imajo to neskladje, da se res ne more poistovetiti svojo fantovsko identiteto, svojo moško identiteto in da želijo biti nekdo drug. In potem, to so resnično gre za neko pač psihološko motnjo, ki res nikakor niso mogli se pač poistovetiti in te otroke so potem zdravili oziroma spremljali na teh klinikah za spol. To je 40 fantov, 32 deklet. 10 let kasneje, še malo manj, 624 fantov in 1740 deklet. In v letih 2021, 2022, 5000 pacientov. V Veliki Britaniji so potem ugotovili, da to gre za alarmantno stanje in so pozvali pregled, kaj se dogaja s temi otroki, zakaj jih je toliko napotenih na klinike za spol, kaj se z njimi dogaja. Prosili so eno pediatrinjo, dr. Hilary Cass, ki je vse te primere pregledala in potem res ugotovila velike nepravilnosti pri obravnavi teh otrok. Te otroke so sedaj, to kliniko so lansko leto zaprli in kliniko toži 1000 družin, ker so jim dejansko pogubili njihove otroke. So jih dali na testosteron, so jim odstranili prsi, so jih dali na zaviralce pubertete. Malo kasneje lahko spregovorimo o tem, kaj dejansko vse te spremembe spola puščajo na telesu, kot sem rekla, da te uničujejo od znotraj. Pa se mogoče vprašate, zakaj? Kaj se je zgodilo, če pogledamo v teh zadnjih 10 letih tak skokovit porast. In kaj so ugotovili? 42% pacientov na klinikah za spol imajo motnje avtističnega spektra. Jaz nisem strokovnjakinja za avtizem, vendar kolikor so mi povedali, avtisti svet dojemajo malo drugače, informacije dojemajo malo drugače.
stvari vidijo bolj črno-belo. Imajo recimo težave s socializacijo, imajo zelo specifičen odnos do sebe in do svojega telesa, torej mogoče se težko poistovetijo s tem, kar so. Imajo, bi rekla, določen kup težav. In ideologija spola se prodaja kot to, če se ne čutiš v redu v svojem telesu, če ne čutiš povezanosti s svojim telesom, če imaš te in te težave, imaš najbrž spolno disforijo in si rojen v napačnem telesu in se moraš spremeniti spol. In avtisti so zelo dojemljivi do tega sporočila in so nekako prve žrtve te ideologije spola. Lahko tudi povem še par primerov iz Slovenije, malo kasneje. 98 ostalih pacientov imajo pridružene duševne motnje. Anoreksija, bulimija, depresija, anksioznost, samomorilnost, ADHD, avtizem sem že omenila. Torej, primere, ki jih jaz poznam iz Slovenije in iz tujine, pričajo ravno to. Nekdo, vidimo, anoreksija, bulimija, težko sprejemaš svoje žensko telo, če govorim za žensko, ki se razvija, nekako ga želiš izstradati, da ne bi izgledal tako, kot izgledaš, hočeš nekako iti noter sebe, se skriti, pač ne sprejemaš svojega telesa in dejansko živiš v nekem strahu pred svetom in pred seboj. Če je pridružena še depresija, anksioznost, samomorilnost, pač nekako se čutiš, da si ujet v tem svetu, ujet v tem stanju, ujet v tem telesu in iščeš rešitev. In na klinikah za spol ti ponujajo, če vse to čutiš, potem najbrž imaš spolno disforijo in moraš preiti v drugi spol. Jason Evert, en strokovnjak iz Amerike, v knjigi Ženska, moški in drugo, ta knjiga se trenutno prevaja v slovenščino, bi rekla, ena izmed najboljših knjig, kar sem jih jaz kdajkoli prebrala o ideologiji spola. V angleščini jo lahko že kupite, reče se male, female, other. Navaja še druge vzroke. Recimo travma, ki se ti zgodi, in si zataknjen v tisti travmi in ne moreš naprej. In se ti zdi, da s tabo nekaj narobe. Vsi drugi živijo življenje naprej, ti si pa v tem trenutku ostal, tukaj si in ne moreš te situacije. In ti pride ideja, mogoče pa nisi to, kar si, mogoče potrebuješ novo identiteto, novega sebe, lahko si izbereš, kdo si, novo ime, nova prihodnost, tako prodajajo to. Mogoče spolna zloraba, ti zavreš to ženskost ali pa moškost v sebi, bodi si odvisnost, vpliv pornografije ni zanemarljiv, posebej pri puncah. Vemo, da pornografijo gledajo in fantje in punce, da ni tako velika razlika več v odstotkih. In pornografija, kolikor mi povejo drugi, je postala zelo nasilna. In bolj gledaš, bolj nasilno želiš videti, bolj grobo. In to, kar te punce v teh pornografskih filmih vidijo, kaj moški z ženskami delajo, si reče, ne, jaz pa nočem, da se z mano tako dela. In nekako zavrejo in postanejo, nedostopne. In reče, jaz pa že ne bom z nobenim moški, jaz sem pa raje moški, jaz pa ne bom ženska, jaz pa se ne želim, da bi kdo z mano tako počel. To vem iz pričevanj punc. Ali pa družinska dinamika. Družinska dinamika, vemo, zna biti zelo, zelo kompleksna. Jason Evert je v enem, ki je napisal to knjigo, je povedal, da je govoril z enim fantom, ki je imel 4 sestre. In 4 sestre so bile v redu, on pa bil vedno črna ovca v družini. Vedno za vse kriv, vedno so njega obtoževali. In ko govoril s tem avtorjem, je rekel, da je po določenem obdobju si zaželel, da bi on bil ženska, da bi končno bil v družini sprejet, tako kot so sprejete in ljubljene njegove sestre. Tako da ne zanemarjamo, kaj se v družini lahko zgodi, da si nekdo želi spremeniti spol. Naštela bom toliko, da če boste tisti, ki ste starši, da boste prepoznali, katere so glavne poglavitne organizacije, ki promovirajo v Sloveniji to ideologijo spola, hodijo po šolah, imajo delavnice,
mislim, da bom kasneje povedala, kje je to vse znotraj česa se te delavnice izvajajo. To so, se pravi, Legebitra, veliko hodi po šolah, ponuja vsebine, Mirovni inštitut, Amnesty International Slovenija, Društvo Dih, Zavod Transakcija, Aktivni.si, ne bi si nikoli mislil, ampak tako je, Društvo Parada ponosa, potem pa še druga, kakšne nevladne organizacije, pa projekti Živa knjižnica, projekt Ah, ta ljubezen, to je projekt študentov psihologije, ki hodijo po šolah in izvajajo delavnice o spolni vzgoji in pač šole jih potem najamejo, pa si mislijo, ja, bodo govorili o zaljubljenosti, o ljubezni, dejansko o tem tudi spregovorijo, med drugim pa tudi potem, češ eksperimentirajo s svojo spolnostjo, mogoče si pa lahko gej, lahko si pa lezbika, vse je spremenljivo, vse je normalno. In tudi pač enako govorijo pač o spolni identiteti, da je fluidna in da si lahko izbereš. Torej, pod katerimi projekti? Večkrat so rekli, da je to zelo dobra prispodoba, da je ideologija spola dolgo leta delovala kot podmornica. Ne? Je bila, ampak je nisi opazili. Ne? In enako tudi, tako na prvo žogo se ne bi mislil, da bodo pod temi, da se lahko ideologija spola izvaja pod temi imeni. Ne? Enako spolov, češ ja, enaki, enakopravni, ne? Ampak pod enako spolov. Znotraj učenja o človekovih pravicah, proti stereotipam in homofobiji, za socialno vključenost, proti nasilju, medvrstniško nasilje, tema samopoškodovanje, žal tudi, bom povedala primer, državljanska vzgoja, spolna vzgoja, delavnica o samopodobi. Pri vseh teh vem za primere, kjer so prišli zunanji izvajalci na šolo in promovirali ideologijo spola. Recimo bi rekli o samopoškodovanju, pa kako je to mogoče, se pa je to čisto nepovezano. A ne? Zgodilo se je pri nas, kjer je neka organizacija kot nemški teater se predstavil, poslal neko svojo ponudbo na šolo in rekel, da bodo imeli predstavo o samopoškodovanju, se pravi, da bi nekako otrokom, dijakom približali to temo in zakaj to počnejo, zakaj je to slabo in tako naprej preko igre, se pravi preko teatra. Pridejo, bila je nemška skupina, se pravi za pouk nemščine, za prve in druge letnike, pride 6 žensk, no in na koncu pač vsaka igra svojo vlogo, ampak je pač tudi bila skrita tema lezbištvo, a ne, češ, da je šlo potem za ljubezensko zgodbo med dvema, ki se nista smela ljubiti, ker je šola ali pa sošolci ali pa družina so bili proti in takrat se ena od njih začne rezati, ker je družba ne sprejema, potem pa le sprejmejo in v družini in drugod in češ ne, zato ker me sprejmejo, se bom zdaj nehala samo poškodovati in na koncu se še tako čudovito poljubita po francosko pred vsemi in ne, je to bila pač taka podtalna sporočilo, češ v redu si, ne, se boš nehal samo poškodovati, ne, ti bodi kar to, kar si, izberi si tisto spolno usmerjenost, ki je tebi prikladna. Tukaj bi povedala, vsaj za srednjo šolo vem, da morajo iti in učitelji ven iz razreda. Torej, vse posod, s komorkoli sem govorila, učitelji niso prisotni, se pravi, razredniki niso prisotni, ker rečejo vse posod isto kot en copy-paste, ne, idite ven, tako se bodo dijaki bolj sprostili. Bodo bolj sproščeni, bo pogovor potekal bolj sproščeno. Ne, učitelj gre ven, ne ve, kaj se dogaja in oni potem imajo proste roke, ne, za informiranje. Ne. In ponavadi je tako, da potem tisti otroci, ponavadi so to katoliški, in ki imajo zaupanje do svojih staršev, povejo staršem, ne, in starši potem reagirajo. Ne. Starši potem, poznam primere, kjer so poklicali na šolo in rekli, kaj pa je to bilo, posebej očetje. Ne zanemarjati očetje, če vi pokličete, ima veliko večjo vlogo. Ne.
2 očeta sta dovolj, da pokličeta, se pogovorita bodi si z razredničarko, bodi si z osebo, ki je to jih najela, a ne, in povesta svoje mnenje. Ne. In kakšna je bila reakcija pri otrokih, da ni bila dobra, da niso dobili tistega, kar so pričakovali, da jim ni bilo nič spodbudno v njihovem obdobju, ki so, ne, da bi spodbudili k lepim odnosom, k pravi zaljubljenosti, k ne vem, čemerkoli, kar bi bilo koristno za njihove najstnike. In tako recimo je bilo zadosti, da so potem to delavnico, oziroma da teh ljudi niso potem naslednjo leto več sprejeli. Ne. Tako da ja, tudi če mogoče naprej ne veste, pa če vam doma povejo, pokličite ali pa se s prijateljem zmenite ali pa greste osebno, v glavnem deluje. Deluje. Če je, ne ostanite pri tem, če vam doma samo otroci reče, pa se bojim. Ne, lahko naredite spremembo. S komerkoli sem govorila in so to naredili, je bila sprememba. Tako da to. Glas staršev vključujejo. Samo še 3 besede. Preventiva, večkrat dobim to vprašanje, znotraj družine. Težko bi rekla, da v družini, kjer se spoštujejo, kjer sta starša, kolikor se le da, lahko prisotna in se zanimata za otroke, si vzameta čas za njih in so neki zaupljivi odnosi, tam težko, da bi ideologija spola jih zmedla, bodi si v njihovi spolni usmerjenosti ali pa spolni identiteti. Kjer se o tem pogovarjajo, kjer recimo tudi spolna vzgoja ni tabu tema, kjer je to odprta tema, kjer lahko se tudi z starši in otroki to doma pogovarjajo, takrat je zelo, ne verjamem, da se to zna zgoditi, da bi otrok bil zmeden v svoji spolni identiteti. Ljubeči, spoštljivi odnosi, pogovori, odprtost, zanimanje, to je najboljša preventiva. Druga preventiva je zmanjšanje časa na družbenih omrežjih. Govorim o uporabi najstnikov. Največ, kar sem zasledila v vseh teh zgodbah, je, da so najstniki prišli v stik z ideologijo spola na družbenih omrežjih. In to je tako. Začneš eno stvar pogledaš in algoritem ti potem pošilja oziroma ti ponuja le tiste stvari, ki si ti ogledal in koliko časa si na njih visel. In potem dobivaš samo te stvari. In veliko mladih, ki so bili, kot sem rekla, če se spomnite vseh teh stisk, ki jih čutijo, anksiozni, depresivni, nesrečni, ki niso sprejemali svojega telesa in so dobivali ta sporočila, preko videov ali preko pogovorov z drugimi najstniki, preko oddaj, podcastov, so jim zelo oprali možgane. Torej, previdnost, koliko časa so mladi na družbenih omrežjih, kaj gledajo. Preventiva znotraj šole, postati član sveta staršev. Ko imam predavanje, me zelo veseli, da je skoraj vsake skupini so vsaj nekaj staršev, ki so člani sveta staršev. V mojem primeru je moj mož. Pa nisva najbolj glasna človeka, taka, da bi že na 10 metrov slišali, ampak se čutiva, da je to najna dolžnost, da vemo, kaj se v šoli dogaja, kdo v šolo prihaja, kaj učitelj razmišlja, koga želi povabiti na šolo. Tako potem imaš pregled pri delovnem načrtu, letnem delovnem načrtu, da si pozoren, s kom šola sodeluje, kdo so zunanji sodelavci. Pozorni potem tudi na oglasne deske, knjige, ki jih otroci berejo, kot sem rekla, izvajalci, ki pridejo na šolo. In da potem karkoli je mogoče kaj takega, da smo spregledali, da nismo vedeli, da se potem z otrokom pogovorimo in potem tudi urgiramo. Torej, to je ena dobra poteza, da smo bolj vključeni v šolo in da sooblikujemo, kaj bodo naši otroci slišali. In to je čisto zadnji slajd.
Ko več ne vemo, mogoče nam zmanjka argumentov, kaj bi še učitelju povedali ali pa tistemu, ki je neko delavnico pripeljal, nekega posameznika ali nekega gosta, ki je govoril v prid ideologije spola, se lahko sklicujemo na te člene. 54. člen Ustave Republike Slovenije: starši imajo pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke. Mogoče bo to Tomaž lahko malo boljše kaj interpretiral bolje od mene, ampak v glavnem se lahko tudi interpretira v tem, da šola ne more vzgajati, oziroma da so starši tisti primarni, ki vzgajajo svoje otroke, in šola mora vzgajati v skladu s tem, s prepričanji staršev, in šola ne more biti ideološki prostor. Potem je tu splošna deklaracija človekovih pravic. Starši imajo prednostno pravico pri izbiri vrste izobraževanja svojih otrok. Torej imamo prednostno pravico, ko lahko rečemo, smo mi tisti, ki se odločamo, kaj bo otrok, kakšne vrste izobraževanja bo dobil, in hkrati tudi lahko, če smo kje, kot sem rekla, v svetu staršev, lahko oblikujemo, kaj bo otrok slišal na šoli, poslušal. Potem pa 2. člen protokola Konvencije o varstvu človekovih pravic in svoboščin. Pri izvajanju funkcij, ki so v zvezi z vzgojo in izobraževanjem, mora država spoštovati pravico staršev, da zagotovijo svojim otrokom takšno vzgojo in izobraževanje, ki sta v skladu z njihovim verskim in filozofskim prepričanjem. Torej še posebej ta 3. se lahko na to sklicujemo, češ naj otroka ne učijo druge stvari, ki niso v skladu z našim prepričanjem. Tako da, pa mogoče tukaj zaključim ta del. Hvala Mojci za res izčrpno predavanje, zanimivo. Če se jaz morda na začetku tukaj navežem, ker je ravno moje področje pravno, lahko potrdim res, da sem jaz že tudi sam imel izkušnjo tudi v naši šoli v Poljanah, sicer ne z tega področja ideologije spola, ampak iz področja verske svobode, izražanja vere, in ko sem jaz prišel tam in sem jim povedal nekaj členov, so bili samo tiha. Tako da se splača res vprašati koga, lahko mene vprašati, lahko kogarkoli, ki se s tem kaj več ukvarja in vam bo pomagal, res, ker vidiš na koncu, da ravnajo pač učitelji ali strahu, ali iz neke ideologije, velikrat so pa nepoučeni, in se ne upajo narediti tako, kakor je prav. Tako da sem to, ki je bil moj komentar na to temo, zdaj pa imel tudi za Mojco, jaz prvo vprašanje, potem boste pa še vi lahko jo kaj vprašali. In sicer, meni se zdi zanimivo pri tej ideologiji spola, da je v bistvu zelo neznanstvena, ne rečem predrazsvetljenska, ker je v bistvu nobena biologija jasno pove, da sta spolna kromosoma XX in XY in da nimamo 70 ali še več spolov. In tukaj pa kar zdaj se mi zdi nek korak nazaj v tem razvoju in je zanimivo, odkje ta moč tej ideologiji. In imamo včasih občutek, da smo kristjani tisti, ki smo zadnji branik zdrave pameti, če tako rečemo. In bi te mar biti vprašal tukaj, če pa imamo še vedno tudi nekoga, neke zaveznike v družbi, s katerimi lahko sodelujemo tukaj na tem področju kristjani. Kdo se je pripravljen tudi proti taki ideologiji? Misliš na svetovni ravni ali v Sloveniji? Oboje. Zdaj, če bi imela tisti slajd, ali lahko kak slajd za nazaj, tiste črke, ki so, mogoče si boste tako lažje predstavljali. Recimo tale. Če se vrnem k temu, kar si dobro izpostavil, ker jaz toliko nisem, teorija spola je popolnoma neznanstvena. Ne stoji na nobenih znanstvenih temeljih. Ne glede spolne usmerjenosti in ne glede spolne identitete. Leta 2016 sta največja, velika znanstvenika v Ameriki, to sta bila Paul McHugh, to je bil en psihiater, in en endokrinolog Lawrence S. Mayer, naredila pregled vseh raziskav, študij,
z področja spolnosti, spolne identitete. Za vsa leta nazaj. To raziskavo sta delala z eno široko ekipo in kar 4 leta. Pregledali so preko 300 teh študij, ker jih je zanimalo, kaj so v vseh teh letih do leta 2016 znanstveniki ugotovili. Kajti, širi se, če gremo na prve te 3 črke. Najbrž ste najpogosteje slišali, da si rojen gej. A ste to slišali najbolj pogostkrat? Tudi Lady Gaga je imela tisto pesem I was born this way. Je bila svetovna uspešnica. In so nekako hoteli s tem zaključiti, češ, rojen si gej, nič si ne moreš pomagati, tak si, sprejmi se, živi svoje življenje, nič ni narobe s teboj. No in ta 2 znanstvenika je zanimalo, ali znanost res to potrjuje. Ali je to res? Ali je res nekaj v našem telesu, kar nas določuje in mi nič ne moremo spremeniti. In vse, kar sta pregledala, sta rekla ne. Znanost ni ugotovila, da je karkoli v našem telesu, kar bi nas določevalo, da smo tako in tako spolno usmerjeni. Pregledali so genetiko, tudi pri dvojčkih, tam je najbolj očitno. Recimo so videli, zakaj je eden gej, drugi pa ni, če ima isto gensko sliko. Pregledali so hormonsko stanje pri gejih. Ali je kakšna razlika med njimi? Ne ravno velika. Skenirali so možgane med geji in heteroseksualci. Je kakšna razlika? Ja, morda je, ampak pri možganih se nikoli ne ve, ali je to posledica že takega delovanja, ali je to bilo že prej. So pravi, niso prišli do ugotovitev, da je karkoli v našem telesu nas določuje, da si ti te in te spolne usmerjenosti. Potem sta pa rekla takole, spolnost je, vedno moramo gledati na to kot nekaj biološkega in nekaj psihološkega, nekaj, kar, spolna usmerjenost, kot nekaj, biološkega, v smislu, ti kot moški si po naravi, ker smo del narave, te privlači nasprotni spol. In enako za žensko. Se pravi, to, ker smo pač del narave, nas drugačnost privlači. Strenimo k temu. Hkrati pa na nas zelo vplivajo tudi okoljski dejavniki in psihologija, ki včasih lahko imajo zelo velik vpliv, da se ti usmeriš istospolno, da ti postaneš istospolen. In so rekli, nikoli ne smemo pri istospolnosti zanemariti ta okoljski del in neko psihologijo, ki se ti, ali pa neke dogodke, ki se tebi zgodijo. Pa dam primer. Kolegice, ki je bila dvojčka, se pravi, imela sestro dvojčico, in je imela neke težave, se pravi, sicer v redu študirala, toda na neki točki se je zlomila in je za določen čas pristala na psihiatriji. Na tej psihiatriji je zanjo skrbela ena medicinska sestra. In ta moja prijateljica se je v njo zaljubila. Res se je v njo zaljubila. To so bili njeni pravi občutki. Pa kaj je se zgodilo? Ona je prvič v življenju doživela neko brezpogojno ljubezen, ki nikoli v družini ni doživela. Ta medicinska sestra se je posvečala, se z njo pogovarjala, dala pozornost, je pač ji dala neko tako ljubezen, ki jo ona v družini ni doživela. To vem, ker mi je ona to sama govorila. Rekla, moja družina je bila zelo usmerjena, zelo so bili karieristi, nikoli niso imeli časa zame, čutili smo se zelo tako kot tujci in jaz sem se zaljubila v to žensko, ki mi je končno pokazala neko ljubezen, po kateri sem jaz hrepenela. Žal sem izgubila stik z to osebo, tako da ne vem. Prej recimo, ko je bila mlajša, je imela fanta. Potem se močno zaljubila
v to medicinsko sestro, tista je bila poročena, tako da tista zveza nikako ni bila, niti nikoli do tega ni prišlo. Ne vem pa, kje je ta oseba, ta punca ostala s svojimi občutki. A ne? Njena sestra dvojčica, rojena v isti družini, pa se je poročila in imela otroke. Hočem reči spet, a ne, dvojčici, isti genom, iste družinske razmere, ampak pri eni je pač jo je drugače doživljala, a ne, to in je pač v nekem ciklu življenja se pač strla in se pač zaljubila v žensko. Tako reči, vsaka zgodba je zelo, zelo drugačna, ampak, kot rečem, spolna usmerjenost, ja, lahko zelo, zelo vplivajo zunanje okoliščine. Pri spolni identiteti, a ne, če se spet vrnemo k znanosti, spet so pregledali tiste osebe, ki so si spremenili spol, ali so oni kaj drugačni, imajo kaj drugače, ne vem, spet v genih, ali njihovo hormonsko stanje drugačno, ali je v njihovih možganih kaj drugače. In so pač ugotovili, če jih vzamemo tiste, ki spadajo pod interseksualce, ki imajo neko motnjo v spolnem razvoju, tiste so mogoče bolj dojemljivi, da si spremenijo spol. Vsi ostali pa imajo neko duševno motnjo, ne, se pravi, ali pa nekšno duševno stisko, tako da spet ta mit, drugi mit, da se lahko rodiš v napačnem telesu, pač znanstveno ne vzdrži. Znanstveno ne vzdrži, ne moreš se kot zdrav človek roditi, če je v tvojem telesu vse zdravo in nisi na nekem spektru motnje spolnega razvoja, če v tebi vse zdravo, se ne moreš roditi v napačnem telesu. Znanost tega ni do danes našla. Toliko samo, da potrdim, se pravi, kar je Tomaž že začel, znanost ne potrjuje, ne eno, ne drugo. Kje so pa potem našli ta hakelc, da se je ta ideologija spola razširila tako med nas, so pa ravno človekove pravice. Pri človekovih pravicah so pa našli neko možnost, kjer so rekli, ja, nikogar ne smemo diskriminirati na podlagi spola, na podlagi spolne usmerjenosti. In tukaj so potem oni dobili to moč, češ vedno so rekli, da so geji diskriminirani, da so lezbijke diskriminirani, biseksualci, transseksualci. In na podlagi tega, da jih ne bi diskriminirali, so oni dobili toliko pravic, tako da jih nekako gor držijo človekove pravice, ki se ves čas spreminjajo in dodajajo. Zavezniki. Zavezniki. Naši. A ja, naši. Tako bom rekla, so utihnili. Spomnim se leta 2012, sicer sem takrat še bila v Rimu, v tujini in sem pač nadaljavo spremljala, se je veliko naših psihologov, terapevtov oglašalo, ko je bil družinski zakonik, ko se je hotela ideologija spola vsiliti, da bi spremenili definicijo družine leta 2012. Takrat so, ne vem, če bi poimensko v glavnem, lahko si jih ogledate, kdo so to bili, zelo bili glasni in zagovarjali krščanska stališča, tudi stališča narave, stališča znanosti in kar je dobrobit za človeka, dobrobit za družbo, dobrobit za otroka. Leta 2015 je od znanstvenikov bil samo še dr. Andrej Perkov. Kada on še, tako bi rekla, on kot psiholog je še edini, ki si v javnosti upa kaj povedati, tudi morda zato, ker ima toliko že let in ga več nič ni strah. Vsi, ki pa so mlajši, ki so na kakšnih funkcijah, ki so v nekem izobraževalnem sistemu, pa se ne upajo več spregovoriti. Zato, ker te takoj uničijo. Ali te diskreditirajo, vzamejo finance, rečejo, da si homofob, transfob, proti človekovim pravicam, kratiš človekove svoboščine in te tako utišajo. Tako da danes v Sloveniji težko najdemo nekoga, ki bi
jasno in glasno o tem spregovoril. Zadnje leto, da sem se še na njega spomnila, je edino tako jasen tudi endokrinolog, dr. Urh Grošelj, ki pozna to tematiko tudi od blizu, če ga želite kdaj povabiti, tudi bo najbrž prišel. On je mogoče edini, ki si upa povedati tako kot zdravnik, endokrinolog. Tako da ja, mogoče kot psiholog dr. Andrej Perko, pa kot endokrinolog dr. Urh Grošelj, preostali se pa ne želijo izpostavljati, ker jih je preveč strah, da bodo karkoli povedali, da bo to sovražni govor. Hvala. Tukaj bi se dalo odpreti tudi vprašanje svobode govora, ker se nas res želijo utišati, da se več malo ne bo smel reči, da ima otrok očeta in mamo, da biti homoseksualno za se da tudi zdraviti. Take stvari te v bistvu nas hočejo zdaj čist utišati, da se več to sploh ne sme govoriti, to je tabu in te preganjajo, če to rečeš. To je že vprašanje svobode govora. Ok, zdaj pa vas povabim, da še vi našo gostjo kaj vprašate. Marita, papiš mikrofon? Jaz bi se samo navezala na to, kar je Tomaž rekel in ste vi tudi že omenili, zavezniki na globalnem nivoju. Tukaj je prišlo do enega paradoksa. To dejansko tudi na zemljevidu, ki ste ga pokazali, je točno videti, da islamske, pač kjer je islam in kjer je pravoslavje, oni so zelo striktni glede tega. Pa me zanima vaše mnenje, kje smo kristjani, tako protestantje kot katoličani zatajili, da smo se tako uklonili tej ideologiji. Dobro vprašanje. Na prvo mi na misel pride ta strah, strah, da se s svojim mnenjem izpostaviš, ker ne veš, kakšne bodo posledice. Morda ti bo nekaj odvzeto, morda boš deležen določenih napadov, mogoče boš doživel neko socialno izolacijo, tako da se mi zdi, da vsak najprej pomisli na sebe, kako se bo to dotaknilo njega ali pa njegove družine in ga je strah. Drugo pa tudi mislim, da je ravno to pomanjkanje znanja, pomanjkanje mogoče pravih argumentov, ker ti tako imam občutek, da cerkev nekje vedno 10 let ozadej, da se 10 let pozno odziva na dogajanje v svetu, vključno z Vatikanom. Jaz se spomnim, da so nek dokument napisali, kjer so predstavili ideologijo spola, pa nekako nakazali pot, kako naj se katoliški učitelji odzivajo, kaj naj delajo kot preventiva. Pa ta dokument je šel v tako pozabo, dejansko skoraj, ne vem, jaz sem ga prebrala, pa tudi mogoče je bil malo v medijih in to je bilo to. Tako da jaz vidim to pomanjkanje angažiranosti, pa pomanjkanje volje, aktivnosti, da bi se o tem izobrazili, pa tudi imeli argumente. Mislim, da pač od naših škofov ne moremo pričakovati, da bodo oni, žal, ne rečem, da tega ne podpirajo, da se o tem izobražujemo, ampak ne bodo pa oni tisti prvi, ki bodo, mogoče, da vem, včasih dr. Peter Štumpf kaj reče v to smer, tu in tam, je pa mogoče med redkimi. Tako da je bolj na nas, koliko se mi angažiramo, tudi to srečanje je eno od teh proaktivnosti, da se izobrazimo o tem, informiramo. Jaz bi rekla to pomanjkanje angažiranosti, strah pa pomanjkanje angažiranosti. Mogoče predolgo čakamo, dokler je potem že res so vsi rdeči alarmi prižgani. To, koliko jaz vidim, mogoče še kdo kakšno drugačno izkušnjo.
Vprašanje pred 10 leti približno se je predvsej govorilo o hormonskih motivcih, ki ne bi bil tudi delno vzrok te izmedije. Se danes še kaj o tem govori, je tukaj dokazano, da je dejansko vsi ti hormonski motivci, ki jih dobimo preko pijače, hrane, plastike, mikroplastike, se to kroži, pa hormoni seveda, ki grejo prek stranišča v potalnico in tako naprej. Kako to vpliva na to, recimo posebej poženščenost moških, in to potem posledico spremljiv spola to. Potem druga stvar, kako psihologija sodobno vpliva na to, posebej ta psihologija je zelo osredotočena na čustva, občutke, to je središče, to je vse resnica, ki obstaja. In zdaj, če je edina resnica to, kar se jaz počutim, kaj jaz doživljam, ne pa dejstva, kako to potem vpliva na to, tudi nekaj, recimo, ta splošna psihologija na to vpliv. Kot tretje bi pa morda samo opozoril na film, ki ne vem, če ste ga želeli, dokumentarni What is a Woman, kaj je ženska, to se absolutno splaša pogledati, govori o tem, kako je to v Ameriki šlo in kako to razkrinkavajo. Pa tudi morda še pogovor s to gospo Peterson, ki ste jo omenjali, smo tudi pri nas imeli na šoli okroglo mizo z mojim, smo posneli in ti dostopno na YouTube. Na kratko. Ja, mislim, da se premalo govori o hormonskih motilcih, zato ker nekateri mogoče imajo kot da to neka teorija zarote, ampak se mi zdi, da pa vsa ta toksičnost, ki pride iz plastike, mislim, da se o tem tako počasi tudi pri nas začelo govoriti, vendar mislim, da še mnogi ne verjamejo, verjamem, da še morajo biti stvari bolj raziskane, vendar kolikor mi je znano tam pri kanalizacijah, kjer recimo vsa ta naša odplaka gre v reke, se že vidite mutacije pri ribah, da pride do nekih spremembah pri njih. Torej, vsekakor vpliv hormonov na naravo, če vidimo najprej pri ribah, da pride do neke mutacije, ne moremo reči, mi, ki smo del ekosistema, da pa nima nobenega vpliva na nas. Mislim, da bi bilo noro reči. Do kake mere pa nimam podatka, mislim, ste me fajn vprašanje, ampak nimam zdaj podatka, da bi znala povedati, ali to se že opazi v določenem, ne vem, urbanem okolju, ali kje ob rekah, ali kjer je slaba kanalizacija, ne vem, ampak vsekakor je to, po drugi strani pa tudi ta poženščenost v smislu feminizem, ki je veliko storil tukaj, slabega. Vse, kar je moškega, vse, kar je, kjer moški morajo dati neko besedo, neko odločanje, neko trdnost, neko mogoče mejo pri otroku, vse to one označijo kot toksična moškost. Kot da očetje vse, kar naredijo, da je vse pregrobo, da je vse samo bolj poškodovalo otroka, da ne smejo več nobene meje postaviti. In kot da je ženska tista, ki bo zdaj edina vzgajala, češ da ona edina ve, ampak vemo, da otroci potrebujejo in očeta in mamo. Tako da jaz bi rekla to, recimo tudi ta vpliv hormonov, po drugi strani pa feminizem, ki je potolkel vlogo očeta v zahodni družbi. Margaret Peters pravi, da smo očeta ubili. Ne vem, če je povedala pri tisti okrogli mizi, ampak tudi ona to pač opaža, da smo moško vlogo očeta v zahodni družbi zelo, zelo dotolkli. In zdaj dejansko moški karkoli bi po svoje ali drugače naredil, je tretirano kot toksično. To. Drugo vprašanje je bilo... To potem samo še morda reklama za What is a Woman. What is a Woman, ja. Si že kdo od vas ogledal ta film What is a Woman? Ja, dejansko plastično prikaže dejansko stanje teh ideologov, bodi si zdravnikov, bodi si socialnih delavcev, terapevtov, tudi mladih, ki so deležni tega ali pa ki so recimo, ki morajo tekmovati z nekom v športu, ki si je spremenil spol in so vedno na slabšem, do raznih profesorjev, ki te ne morejo odgovoriti na vprašanje, kdo je ženska. In potem se vrtimo v krogu, ker kakor hitro vzameš telo ven, biološko telo ven iz konteksta, češ da je nepomembno, da ni tvoja identiteta
utemeljena na tvojem biološkem spolu, čim ga vzamemo, vem, se potem samo vrtimo in ostajamo samo s tem, s čemer se ti identificiraš in počutiš in tako naprej. Ne. In zelo lepo mi je, kar ne želim, da ne bi pozabila reči, dr. Renka Rebule je v enem izmed pogovorov na Iskrenih tudi rekla, telo je vedno priča resnice. Ne, telo nikoli ne laže. Ne. Tudi je rekla, ja, gledaj, če veš, če je telo bolno, je bolno, če je zdravo, če je utrujeno, če je polno energije, je polno energije. Telo je rekla, ima tudi take, rekla, kot da bi imela detektorje, če nekje se ti dobro ne počutiš ali pa te je strah, sram, samo v sebe greš, se pravi, telo tudi se odziva na okoliščine zunaj, ampak vedno telo je priča resnice. In ja, telo se nikoli ne laže in tako tudi pač vedno se bomo rojevali kot moški in ženske, nikoli srednjega spola, nikoli nebinarni, nikoli enkrat to, drugič ono, vedno bo telo priča resnice. Rojevali se bomo kot moški in ženske, telo je inteligentna stvar in se razvija v skladu s tem, kar je. Ne pride do pubertete, pa reče, zdaj sem pa zmedena, zdaj pa ne vem, kdo sem. Telo se bo razvijalo v skladu, ne, s tem, kar je in bo vedno priča resnice. Hvala. Prosim za naslednje vprašanje. Še nekaj vprašanje. To so pa lahko v okviru, ko vse pa sovražni govori. Če resnico povedal, pa sovražni govori. Pa preganjanje, ne? Se že so preganjanje. Boja. Jaz sem hotel to omeniti, nekaj Marjeta spraševala, kdo so ti zavezniki, ne, in se pokaže pravoslavlje, pa islama, ne, to se pravi v tem trenutku zelo nezaželeni, ne, tudi zavezniki, ne. Ja. Zaradi tega, ker bom rekel, prihaja vse te lepe stvari, ne, se pravi demokracija, ne, tudi v zadej, ne, prihaja, bom rekel, z zahoda, ne, in demokracija prinaša, bom rekel, človekove pravice, ne, oziroma iz tistega se, bom rekel, se stvari izpeljuje, ampak izpelje se vse na nek tak perverzen način, ne. In mene recimo zanima, ne, to, kako recimo mi lahko naredimo, ne, tudi, ne, ker si na začetku Tomaž povedal, smo v svetu šole, ali ne vem, nekjer, ali ne vem, sploh tako v javnosti, ne, kako svoje demokratične pravice, ne, potem tudi uveljaviti. Jaz mislim, da jih mi ne znamo dobro, ne, da jih vedno, ne, tudi, ne, te naši nasprotniki veliko bolje znajo uveljaviti, se sklicevati, ne, tudi na določene pravice, ne, ker glih tako, kot si ti povedal, ne, tudi, ne, da si se ti oglasil, ne, glede verske svobode, ne, se pravi, da tako se lahko oglasi tudi nekdo drug, ne, ki zagovarja, recimo, ne, tudi, ne, torej, queer teorijo, ne, in reče, jaz hočem, da moj otrok, ne, da se izobražuje v skladu s tem, ne, in kako bo, ko pride do tega konflikta, ne, ko sta dve osebi, ne, tudi, ne, ki vsaka želi v duhu svojega svetovnazorskega pogleda, ne, da se otrok izobražuje, ima enako pravico, ne, tudi, ne, zapravi, jaz, ne, če hočem na ta način, on pa tudi, kako pa potem se to uveljavlja, kako se to, recimo, pravno rešuje, kako bom rekel, demokracija pol funkcionira, ne, recimo, v tem primeru. Imam nekaj misel, ampak če ti... Ja. Jaz bi rekel, prvo vsem je to, da mi ne smemo ostati tiho, ne? Ker do zdaj, kolikor jaz vidim, je bil vedno problem, da smo bili kristijani v večini primerov, no? So pač tisti, ki jih je manjšina, te ideologi levice so bili veliko bolj glasni kot mi, čeprav je nas precej več. Tukaj jaz mislim, da če bomo mi začeli pač dosledno se sklicevati na to, se vidimo, recimo, se da stvari lepo urediti, recimo primer, ne, prehrana v šoli, ne, ko je veliki petek, pa jim ne dajo zrezka tam, ne. In se da čisto lepo, če je neko normalno sodelovanje, se da se dogovoriti, ne. In tudi tukaj, jaz mislim, da je zelo malo verjetno, no, da bo nek tam res ideolog prišel, pa začel nekaj, zdaj pa morate mojega otroka tako pa tako vzgajati, ne.
Šola načeloma ne bi bila neutralna. Se pravi, ne sme posiljevati z neko ideologijo. Ne? In zato tudi mi ne zahtevamo, da šola mora vzgajati naše otroke versko, da mora govoriti, pač jih prepričevati, da je pa vera dobra stvar. Mora biti pa neutralna. In mora pa pač tudi pustiti otrokom, če pa sami nekaj rečejo, pa nas je bil recimo konkretno primer, da so pač otroci sami v šoli nekaj zmolili pred jedjo, tega pa šola ne sme prepričati. Drugo bi če bi učiteljica rekla, morate zmoriti, tega ne sme. Tako da jaz mislim, da tukaj, da se da neko ločnico postaviti. Je pa veliko tudi prakse že iz tujine, veliko primerov, tako da in tudi mednarodne organizacije obstajajo, ki se ukvarjajo s tem, da pro bono zastopajo take primere tudi na sodiščih, če je potrebno. In so tudi uspešni. Na primer, ena je Alliance Defending Freedom iz Amerike, ki ima tudi izpostave po celem svetu in organizira tudi izobraževanje in tudi ima svoje odvetnike, ki se ukvarjajo s tem področjem. Še kakšno vprašanje? Ničega bistvenega ne. Ja. Biti še to vprašanje samo za Mojco, uporaba teh zaimkov. Meni je to tudi zanimivo, da morajo spolno neutralne zaimke uporabljati. Recimo, je bil v Ameriki primer nekega profesorja, ki je bil v disciplinski postopek dan zaradi tega, ker njim nekega študenta, ki je bil pač po njegovem moški, ga njim želel naslavljati kot žensko. In tudi na filozofski fakulteti v Ljubljani smo že imeli te primere, da je bilo potrebno spolno neutralno. Kako pa na to gledaš, kam to gleda? Ja, jaz sem že slišala za primer v Ljubljani, kjer je bila izvedena neka delavnica in preden so se vsi predstavili po imenu, pač neka manjša skupina ljudi, so jim rekli, da jim povejo, s katerim zaimkom jih naj kličejo. Torej, je tudi pri nas že to. To je stalna praksa na določenih inštitucijah. Mi moramo pač na določenih, recimo v univerzah, moraš imeti napisano spodaj, kako želiš, da te naslavljajo. Univerza v Ljubljani tega še ne zahteva, ampak je mogoče samo vprašanje časa. Ima vsak napisano šihi, karkoli ne pač, da ga tako naslavljaš. In sklicujejo se na neko evropsko direktivo. Ne vem točno na katero, ampak v akademskem svetu to zdaj že nekaj let uveljavlja. Ja. Lahko sem nekaj, jaz sem popolnom razredu, je pa standard znanja po slovenščini, da določi ženski par moškemu. Prosim, kako? Standard znanja, da določi ženski par moškemu ali pa moški par ženski. Ne vem, babica, dedek, petelji, kokoš, pač poklici, ženski par moškemu. To je zapisano v standardih znanja. To je pa zanimivo. Še niso povzročali slovo. Ja. Zdaj za zaimke, a ne? Tukaj je meni v največji navdih avtor, ki sem ga prej omenjala, Jason Evert, ki po Ameriki najprej je začel naslavljati, hoditi naokrog, govori o teologiji telesa, zdaj govori proti ideologiji spola in on pravi takole. Če govorimo za najstnike, se pravi mladoletne, a ne? Tvoja dolžnost kot odrasel, razumski, ki ima znanje, ki se opira na znanstvene dokaze, je tvoja dolžnost, da ti otroka ne zavedeš v tem, da ga kličeš z zaimkom, ki ga on želi. Ker rekel, ta otrok mogoče se 1, 2, 3 leta bo tako počutil in bo mogoče zaveden še od koga drugega in bo šel v spremembo spola, potem ko bo pa stal malo čez 20 let, pa si bo premislil, bo videl, kakšno škodo je sam sebi naredil. A ne? In ti kot kristjan ne moreš plavati s tem tokom, ampak dejansko ohraniti to držo, da ga ne kličeš, če je mladoleten, z zaimkom, ki je sporoča drugi spol, ki ni njegov. Vem recimo za primer mame. Ta zgodba je bila objavljena na Radiu Slovenija, predavanje, šlo je za oddajo Med 4 stenami.
kjer je mama svoje hčerke, ki se čuti kot fant, rekla, da to pač speljuje tako, da je ne kliče z zaimkom moškega spola, ampak da pač govori v pasivu. A ne, mogoče ta punca se še vedno ni spremenila ime, ali jo pokliče po imenu, ali pa pač govori tako, da njeni stavki ne zajemajo zaimkov. Pač reče, ne vem, zmislim si pač neko ime, Eva, kosilo je na mizi. A ne, se pravi, nekako jo, ker je zelo pomembno, da ohranja stik za svojo hčerko. Kajti kaj se zgodi pri teh transideologiji, če ne dobijo nekega zaledja pri starših ali pa vse nekega spoštovanja, neke ljubeče vezi se strani staršev, potem si bodo izbrali, da bo njihova družina LGBT družina, LGBT neka organizacija, neka skupnost in bodo zamenjali družino in bodo verjeli samo njim in bodo presekali vezi z svojimi starši. Jaz mislim, da se noben starš tega ne želi, še posebej, če je njegov otrok mladoleten. A ne? Zato pač tukaj se mi zdi zelo modro izbirati neko srednjo pot, kjer jo ne nasloviš s tem želenim zaimkom, ampak pač ohranjaš stik, pa pokličeš s tistim imenom, ki še ga ima. Recimo, kako pa delajo na šoli ali pa recimo na kakšni fakulteti v Sloveniji, pa recimo sošolci ali pa učitelji rečejo, dokler si uradno ne spremeniš ime, te bomo klicali po imenu, ki še ga imaš. A ne? Zdaj pa tako, pri spremembi imena pa spola je pa tako, dokler v Sloveniji, če si mladoleten, to lahko samo storiš s tem, če zate privolijo, če to privolijo tvoji starši. A ne? Ko si pa polnoleten, si pa potem sam lahko spremeniš ime in spol. Vse prej pa ne. Torej, to nekako je neka varovalka, polnoletnost. Doma pa je najbolje pač iti mimo tega pa iskati vezi, da ti ideologija otroka ne pograbi.